Šahmat, prijatelj, 3:0! Fuck off, odkar si prišel, ne zmagam več v tridimenzionalnem šahu. Ej, a sem jaz kriv, če ne znaš misliti v slojih? In ne mi nabijati katoliške krivde, ni to Marvel. Povej rajši, kako je najn gost v celici, vse ok? Ja, priklopljen je na framework. Mislim, da bo zdaj vse ok, sem jim lepo rekel zadnjič, da so zajebali. Naredil sem v resničnost, v kateri je prodal full slik. Ja, pol pa res ni čudno, da ni verjel. No, zdaj živi resničnost, v kateri se kot umetnik v Sloveniji kome preživlja. Iz tega se ne bo kar tako zbudil. In bolje, da ne, ker ga čuvava samo še midva. Čak, kva, a prej vas je bilo pa več? Ja, imel sem 6 ninja opic. Ninja opic? Ja, opic, oblečene v ninje. Hydra se je kar skeširala za to. Fino, a smo spet vzpostavili oddelek za genski inženir? Ne, kaki oddelek, za ninja obleke. Morali so imeti posebej krojene, ker so pač opice. Kakorkoli, model jih je pobil. Nihče si ni mislil, da ovlada ninjitsu bolje od ninja opic. Ja. Mislim, da gre za ninja opice v posebej krojenih ninja oblekah, ampak ti agenti oboda očitno niso kar tako. Sorry, da te prekinjam pri tvoji zanimivi pripovedi o životinskem carstvu, ampak kva pa pomeni tale utripajoča lučka, že ene par minut utripa? Pomeni, da sem odkril vaše gnezdo, agenti Hydre. Presenečeni? A ste mislili, da sem mrtev? No, prva lekcija za danes. Agenta oboda ni tako lahko ubiti. Lekcija 2 pa je zame. Če vam odsekam glave, a boste res vsakemu zrasli 2 novi? Hattori Hanzo, atak! Sveti von Štuker, kje ste ninja opice? Atak! Hvala za ključe. Res sem mislil, da se boste malo bolj zoperstavili. Čisto brez veze sem prinesel električne bojne palice. Mito, kje se izklopi ta hudičeva mašina? Ej, Mito, a si ok? Končno sem te najdel. Kje sem? Kaj se dogaja? Zebe me, ker nimam za kurjavo. Igor, kje hudiča pa sem? V tajni bazi Hydre, globoko pod filozofsko fakulteto. To je kar logično, ja. Komaj sem te našel. Dobil sem sporočilo od Anžeta, da naj pridem na tajni sestanek v Kidom Bežigrad, ker se boji, da Hydra izkorišča podrobnosti, da širi subliminalna sporočila med poslušalce podcastov. Sumim je, da zarota vodi zelo visoko, mogoče celo do Godlerja. No, v kinu ni bilo nikogar. Spil sem eno pivo, začelo se mi je vrteti, preden sem zgubil zavest, sem videl samo neke črne sence, ki so me zagrbile. In potem so te priklopili na framework? Shit, ta program je v napačnih rokah pravo zlo. No, tudi v dobrih rokah se ni ravno izkazal. Kakorkoli, spregledal sem prvo virtualno resničnost, kjer sem postal zelo popularen slikar in prodal full slik. Ja, to res ni najbolj verjetno, ja. Uspel sem se zbuditi, iztrkati iz mašine, ampak soba je bila polna ninja opic. Ninja opic? Ja, opic, oblečene v ninje. Prasti, našli bomo tega krojača, ki mi je naredil obleke, prisežem. No, vseeno niso bile kos mojemu džudžicu. Učili so me najboljši zombiji. Toda potem sem bil tako utrujen in žejen, da sem si privoščil pivo, ki sem ga našel tam v hladilniku in spet padel v nezavest. Potem so me očitno priklopili nazaj. Ja, medtem pa so te na podcastu zamenjali z LMD-em. S čim? LMD-em, Life Model Decoy. Prvič je v neki kratki zgodbi od Stana Leeja pa Jacka Kirbyja neki androidni vojak. Tako v oni seriji, po kateri imamo ime. Stare gate? Ne, stare gate. Marvel's Agents of SHIELD. Ja, to gleda samo Aljoša. Ja, točno, Aljoša. Kaj pa se je zgodilo? Tvoj LMD ga je ustrelil in zdaj že mesec pa pol v komi. Vse ne, da je prejmel blazno kaj od življenja, ampak vseeno. Jaz sem se komaj rešil, še sreča, da sem glih tisti dan nabrusil svojega Hattori Hanzo. Potem sem premagal tvoj LMD, ampak bil sem težko ranjen. Skril sem se za platno in pol meseca živel samo od ostankov kokic in piva v dvorani Kina Bežigrad in si prekrival rane z odvrženimi vstopnicami. No, v tem cajtu so me končno nehali iskati, me razglasili za mrtvega, ampak potem sem šel do Aljoše v bolnico in ga nisem mogel zbuditi, da bi šel z mano na rjoveče divje maščevanje. Potem sem zvečer poiskal Anžeta in sva te našla s pomočjo njegovega sledilnega sistema. Čakaj, kakšnega sledilnega sistema? Ja, Anže naskrivaj čipira vse podcasterje na aparatusu, da vedno ve, kje smo, če zamujamo za epizodo. Ok, o tem bomo sicer še kakšno rekli, ampak zdaj bolj periče zadevi. Greva zbuditi Aljošo? Pojdiva! Dobro je nabrušen tvoj Hanzi.
Zgleda, da ni res, da jim zraste druga glava. Sem rekel, ne? Pazi, ne spodrsem, to je še krvi. Preden greva, boš pivo, pol hladilnega imajo, že zato se splača biti hajdra. Into every generation there is a chosen one girl in all the world. She alone will wield the strength and skill to stand against the vampires, the demons and the forces of darkness, to stop the spread of their evil and the swell of their numbers. She's the slayer. Fuck, niti citati iz Buffy ne pomagajo, res je globoko v komi, pizda. Okay, še jaz probam. With the first link, the chain is forged, the first speech censored, the first thought forbidden, the freedom denied, chains us all irrevocably. Ne, kje pa, Aljoša, šele na prvi sezoni. Prvi sezoni, o moj bog, zakaj ga ima podcasta sploh? Ker sestavlja scenarije. Ja, no, ni glih nekaj, ampak boljš, ki nič. Kaj pa to? To je po moja preveč meta. Čakaj, že vem, kaj ga bo zbudilo. Kaj? Tole! Ljudje in ljudine, poslušate Obod specialno 27. poletno epizodo, ki plava nekako med prvo in drugo sezono podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obod, oranžni, buč in osvobojeni Django smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus. Igor Harp in moja iz kome prebojena malenkost Aljoša Harlamov. Skratka, Hajdra nas niti tokrat ni ustavila, ninja opice gor ali dol, spet smo z vami. Je pa treba reči, da to preprosto nismo imeli neke druge izbire, saj včeraj zunaj nov film legendarnega, kultnega, ultimativnega filmarja za vse cineaste, Quentina fucking Tarantina. Bilo je nekoč v Hollywoodu. Po vrhu pa smo, vsaj nekateri med nami, v prvi polovici poletja pogledali, prebrali in poslušali toliko tega, da bi bilo preprosto preveč za prvo epizodo v septembru, zato smo se odločili, da prekinemo počitnice, pridemo z dopustov, za trenutek odložimo sladoled, vse to samo za vas, naši dragi, predragi poslušalci. Skratka, hvala, da nas poslušate, kjerkoli smo vas že presenetili, bodi si na plaži oziroma na poti do brisače, s katero ste si rezervirali svoj kos plaže, bodi si v službi med pretvarjanjem, da delate, medtem ko na Facebooku scrollate skozi fotke vaših sodelavcev in prijateljev, ki so na plaži. Podcast Obod pač lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli, ne glede na okoliščine ali razpoloženje, čeprav vam seveda želimo, da ste zmeraj fino. In če poslušate naš podcast, zakaj vendar ne bi bili fino? Še preden torej resno začnemo, standardno opozorilo, tale epizoda bo vsebovala kvarnike, če niste gledali filma, pa ga želite, skočite v lokalni kino ali pa v kino Bežigrad, lokalni kino podcasta Obod, nehajte poslušati na tej točki in se vrnite k epizodi, ko vam uspe videti film. In tole je Quentin fucking Tarantino, kako ga da še niste videli. Če pa ste film že pogledali ali pa z nekega izjemno neumnega razloga ga ne boste, pa izvolite, nadaljujte na lastno odgovornost. Maestro, še enkrat intro. Ok, začnemo. Nazaj smo. Kaj poveta, kako sta navdušena, pripravljena? Not. Ja, no, mislim, gledajmo zdaj spoile, da nas ne bo več kilneri metali ven. Ja, končno lahko spoilamo, ja. Skratka, kako poletje drugač, Igor? Ja, fajn je, toplo, ne zebe nas. Kaj? Ne vem, si mislil, da si doživel kakšno razsvetljenje vmes, da ne vem, da se je karkoli spremenilo bistvenega v tvojem lifeu. Mesec pa pol nas ni bilo. Mesec pa pol nas ni bilo, veliko novega je.
ampak vse je povezano s serijami in to, kar boš povedal na koncu. Hvala, Igor. Mislim, da to pove marsikaj v tvojem življenju. Mito, kako si ti, kako tebe poletje tretira? Ne, čisto kje sem bil, dokler me nista poklicala nazaj za to epizodo. Ne, vredo, ne, delovno, moram reči, bolj kot pa dopustniško, jaz sem na začetku sezone bolj tisti, ki spizdi. To pravi cajt. No, sej. Ja, točno, ti si pa že bil na dopustu na začetku. No, ja. Se zdaj le greš enkrat. Zdaj si videl Tarantina. Zdaj moram nujno iti. Ja. Skratka, ljudje in ljudine, to ni kar tako, ne? Tarantino se je vrnil v kina, mi smo včeraj to gledali v kinu Bežigrad, bilo je polno in kot slišimo, je bilo polno tudi povsod druge, tako da verjamem, da imamo neke publike, ki je film pogledala in to lahko posluša. Ja, folk je tudi očitno angažiran, glede na to, da nas je Kevnica včeraj v bistvu prav opominjala, prosim, brez spoilerov, medtem ko plačuješ račun. Tako je, to je kar lepo, no? Mislim, jaz sem zmer vesel, ko pride v kino nek tak film, ki ni najbolj stupid, obvious one, ampak vseeno privabi ful gledalcev. No? Ja, letos je bilo enih par takih presenečen, recimo, velik hit je, jaz ga sicer nisem uspel videti, remake Dirty Rotten Scoundrels z Anne Hathaway pa ono Avstralko. To je... Kaj že, Prevarantki. Kako je že nas, Prevarantki? Ta film je ful uspeh, brez kakršnekoli logike, še vedno... Ne bom rekel ravno polni kino dvorane, ampak mislim, da že ne 2-3 mesece, kar je prišel kino, pa še vedno je na sporedu. Ja, mislim, da sem ga videl v Koloseju še zmer, ja. Nisem pa vedel, zakaj. Ja, tako da imaš eno taka presenečenja. Letos tole pa niti ni presenečenje, tak fejs. Tarantino je v Sloveniji, mislim, da najbolj prepoznavn režiser. Ja, mislim, če omeniš katerega koli režiserja, mogoče bodo še Spielberga bodo ljudje poznali, pa Tarantina. Mislim, pa če rečeš nov Spielbergov film je v kinu, bodo ljudje rekli, prav ne. Spet noben otrok ne umre. Kako lepo. Sveže zapakiran daddy issues. Da je to problem, to si nisem mislil. Jaz sem si bolj mislil, da je cast, veš, vseeno, Brad Pitt, DiCaprio, da to ljudje vidijo na enem plakatu, je po moje že tako mini orgazem. Tudi to vsekakor pripomore, ne? Ampak pač če se o režiserjih govori, potem je to. Ne? Mislim, noben ne bo rekel, nov film Taika Waititija, mislim, Raznastrih. Ja. In unika ful poslušajo podcast, bo tudi to. Tako da prosim, Igor, ne podcenjevati naše publike. Vseeno, no, pač tudi je tako, da jaz mislim, da je pač tudi seveda poanta tega, da je Tarantino vendarle nekdo, ki izda nov film na 3-4 leta nekak, ne, in da ni vsako leto v kinu in da je tudi to dodaje, skratka, Once Upon a Time je seveda po The Hateful Eight, ki je bil 2015, se pravi po 4 letih nov Tarantino film in tudi tako, kar... To bomo o tem govorili, kar malo odstopa od njegovega opusa, bi rekli na ta način, ne, da so bili, ostali fulboljši. Ja, prejšnja dva sta bila kovbojke, pol je bil v vojni, predtem je bil pač Grindhouse, Kill Bill in tako, ne. In da pač vseeno smo njega bolj vajni nekih trdih žanrov, kar ta ni. Vsi pravi, jaz sem včeraj dosti tega prebral, da je to najbolj oseben film Quentina Tarantina, da najbolj govori o tem, pač, ker on je rojen nekje v 60-ih, ne? Skratka, je bil mulc takrat, no, skratka, v času, ko je pač, v katerega je postavljen tale film. In postavljen je sicer, če povemo nekaj malega o filmu, v letu 69, ne, sem si jaz prav zapomnil. In spremljamo v bistvu dva velika prijatelja, Ricka Daltona, ki ga igra Leonardo DiCaprio, in Cliffa Bootha, ki ga igra Brad Pitt. Leonardo igra skratka nekega washed up celebrity, pač nekega igralca, ki je prej igral v seriji, kako se že imenuje, mi to ti si Bounty Law, hvala. Ja, v neki TV seriji, zdaj pol je neuspešno nekako poskušal priti na film, Steve McQueen mu je ukradel veliki pobeg, recimo, in zdaj pač ga vabijo v neke špageti westerne, skratka karijera mu gre počas dol, on to tudi zelo čustveno doživlja, bomo tako rekli. Njegov najboljši prijatelj pa je pač skratka Brad Pitt, Cliff Booth, ki pa je njegov kaskader oziroma njegov stunt double, ne, kot se temu reče, se pravi njegov dvojnik, in pravzaprav neka hišna pomočnica, deklica za vse
šofer, pajdaš, krati drinking edini prijatelj, tako je. Tako je, entourage. Hvala, Igor. Pa še hype man. Ja. Kako si dober, ja. In v bistvu gledamo njuno zgodbo, krati pa nekako vmes gledamo zgodbo Sharon Tate, se pravi Margot Robbie, ki igra Sharon Tate, in njeno zgodbo, če je to zgodba, tako njeno plesanje in vse to gre proti tisti v noči, za katero smo včeraj ugotovili, da če tega pač ne veš, malo zgubi. Skratka, proti noči, v kateri so privrženci Charlesa Mansona pobili Sharon Tate in njene 4 prijatelje, nosečo Sharon Tate, ženo Romana Polanskega in njene 4 prijatelje pač v zelo grozljivem, satanističnem, čudnem umoru, ki se seveda ne zgodi, kar bomo mogoče malo prišparali za naprej. Da bomo mogoče kakšno reči, pa verjetno boš ti, Igor, začel lahko, kako, ko si že prej omenil, kako ta film pride v Tarantino opus. Kaj so razlike, kaj misliš, da je tisto, kar je prepoznavno Tarantinovega v filmu, pa kaj je tako odvod od tega, kar nismo bili mogoče vajeni pri Tarantinu? Ja, zdaj, glavno je, da vsi filmi Quentina Tarantina so v bistvu bili kriminalke do zdaj. Ja. In je bilo, spremljaš nek zločin ali karkoli, ki se dogaja, ki se odvija, zapleti, razpleti in tule ni tega. Ti bežno v ozadju občasno vidiš te kult, ampak in ti je jasno, da nekaj pripravljajo, ampak ni fokus na njih, fokus je tukaj čist na tej osebni zgodbi DiCaprijevega lika, o tem, kako proba se sprijazniti s tem, da je njegova kariera dosegla nek mejnik, ki mogoče ne bo vse več tako z rožicami poslano, ampak bo moral se kaj potruditi. Kar pa je skupnega Tarantinovim filmom. In to v bistvu tudi najbolj zamerim tukaj. Najbolj zanimiv del filma je zaključek, spopad, brutalen. Kjer v bistvu ena stran nima nobenih šans. To je pravzaprav podobno kot v Kill Bill, kjer pač na koncu cep, pa she kills Bill. In tukaj tudi to druga se ima šanse. No, zdi se ti, da jih ima, ne? Najprej. Ko Brad Pitt dobi nož v bok ali nekaj. Ampak spet je pač zaključek z enim masakrom, kar je Tarantino očitno najlažje pisati, zato ker lahko na veliki nogi končaš, ker se ful zgodi in potem vse, kar temu sledi, se imaš za ukvarjati s ful manj liki, ker si jih pač pobil vse. Tako da je pol ta en denouement... Denouement je rekel. Dobro. Kako? Okay. Denouement malo... Čakaj, kdaj mi uporabljamo tujke v tem podcastu? A to je lahko? Nisem vedel. Okay. Dajmo. Ja? Pač denouement je malo poceni. Pač oni vsi so mrtvi, ona dva pa gresta dalje, pa whatever. Ja, malo je tako čip razrešitev, ker tudi, ona dva tik pred, zdaj, ko se vračata z Italije, bosta šla kao na razen, on ga ne more več plačevati in je na nek način je ta kislo sladko, ne, skratka, ker njun odnos nisem plačevanje, ne, vidi se, da pač se ima ta rada, no, na nek način in meni je bilo to blazno všeč v tem filmu, da je spet to recimo pri Eleni Ferrante ljudje ful radi poudarjajo, kako je o ženskem prijateljstvu, kot da je ful filmov o moškem prijateljstvu. Pa v resnici jih ni to. Ja, dobro, ti badi iz policijskih to ni glih neka globina tega odnosa. Kada ne, Tango and Cash je zazjokat globoko. Od vseh primerov v prašnih kinodvoranah tega sveta, Mito, si vstopil s tem. Res. Ja, Tango and Cash, forever. Okay, kaj pa je narobe z 48 ur? Kaj je to? Eddie Murphy, pa... Ja, se vem. Ali pa, kaj že kaj je Tom Hanks som? Ja, Butch, ali kaj? Butch. Ej, badi. So, anyway. Kaj pa je narobe s Castaway, Tom Hanks in Wilson? Žogica. Wilson. En film, ki je še bolj boring kot tega. Mislim, da problem tega filma je, da nima prav zares kaj dosti zapovedati.
Kar je pa ful močna stran tega filma, pa je, da Tarantino freestyla, da je v bistvu Tarantino freestyle, kjer liki pač hodijo naokrog in bluzijo in je vsak dialog ful našpičen, ful zanimiv, vsak kader je izpiljen in vredo narejen in to. Ja, pri čemer ti dialogi, pač mene je to najbolj presenetilo, ti dialogi niso tako witty in kako bi temu rekel, gobčni kot Tarantinovi. A veš, jaz sem tle pričakoval, da bo full referenc pač na obdobje na filme, a veš, da se bojo vsi pogovarjali. Zdaj ono prišla, veš, Rosemary's Baby je omenjen tako mim grede, sam tok, da vemo, kdo je Polanski za milenice, ki pač niso imeli pojma, pa je tudi im Rosemary Baby, po moje, ne pove absolutno nič. Ali pa Sharon Tate. Ja, ali pa Sharon Tate. Ampak recimo tle je bolj res vizualno, ne? Tle so reference vse, pač imaš filmske plakate, imaš fake izseke, oziroma izseke iz fake filmov in fake izseke iz resničnega filma, skratka velikega pobega. Tako da to se je mene presenetilo. Mislim, da ima napram ostalih filmov on problem, ker se mora ukvarjati z nekim dogodkom, ki je zgodovinski. Ne? Ker vsi ostali njegovi filmi so v bistvu čisti fiction. So v bistvu z njegove riti potegnjeni, da se tako izrazim. Medtem ko tukaj pa se on igra za to zgodovinskim narativom, hkrati dela fikcijo, ker vsi liki so bolj ali manj izmišljali, razno Romana, pa Sharon Tate, pa Charlie, ne? Čeprav vsi kao temelijo na resničnih. Ja, se ima, ampak mislim, tukaj se po mojem potem pozna na pisanju, ker rečemo, on ne more zadelati witty dolge špagete od komentarjev pa dialogov, ker pač se z liki bolj ukvarja, ki bi morali biti naravni tistemu zgodovinskemu kontekstu. Mislim, da je to mogoče malo razlog, zakaj se je zadržal. Ne vem. Čeprav liki so tudi le pripričljivi. Meni so pač res najbolj všeč liki in to Tarantino pač najbolj znane. To so res, čeprav v tem filmu res skoraj noben ne dela nič posebnega. Ne? Posebej, to bomo itak spet o tem govorili, posebej Margot Robbie, ki je res, ona ima eno sceno, ki je tudi, sicer mi to jo kritiziral, ampak ta scena gledanje same sebe v kino. To je scena, ki njo edino opiše kot nekega človeka zunaj tega, da je lepa, seksi in da pleše na musko. Ki je seveda iz tega obdobja, kar pač. Mislim, da je zreduciral na nek simbol nedolžnosti Hollywooda, kot bi ga Tarantino nam rad predstavil. Oziroma 60-ih. Ali pa 60-ih, kaj ona počne? Vidimo njene noge in tega je dost. Potem sceno, kako pobira hipiko v svojem Porscheju. In je gleda prijazna. Kako gleda lasten film v kinu. Pa kako poplesuje na ritme zvokov iz 60-ih. Na različne, na zabavo pride, že pleše takoj, tam v hiši pleše, ko se ostali moški pogovarjajo. In tako je. Pa še ena stvar je notki, mislim, da iz resničnega ona dejansko gre kupiti v antikvariat knjigo Test. In to je film, ki ga je potem on posnel, Polanski, po tej knjigi z Nastasijo Kinski, kar pač Sharon Tate ni mogla več snemati, ker je bila mrtva. Mislim, zato imam rahel problem s tem, mislim, po moje Tarantino sam imel problem v pisanju noter, ker se je želel naslanjati na tole, na ta veliki dogodek za Hollywood. Lahko mu rečemo tudi prelomni, to lahko potem se pogovarjamo, ampak prelomni dogodek za Hollywood je v bistvu tudi glih leto 69-70, ker se v bistvu stari Hollywood zamenja z novim Hollywoodom in namesto da on uporabi, Spielberg je prišel, pa Lucas, pa De Palma, pa uporabi en dogodek, kot da za katerega on reče, kao tukaj je bilo konc. Pričemer, točno to, tudi to je problem tega dogodka, ker zakaj je bilo, mislim, on res postavi tu neko tako, kot se rekel, nedolžnost. Veš, ene parkrat slišimo goddamn hippies, kot da bi Cartmana poslušali pa nekaj. Ker hippies so prinesli pač kao neko bolj odprto spolnost, neke bolj odnose, malo bolj pristne, prinesli so droge, rock'n'roll, in se zdi, kot da pač Tarantino skuša povedati, če ne bi tega bilo, pač bi bili še zmeraj živeli v takih lepih cajtih z Margot Robbie in Romanom Polanskim. Ne vem, se jaz tudi ne, ampak je pa to pač tista, veš, če ti kažeš kot neko obdobje, kot neko z nostalgijo, brez da pokažeš, veš, odkrit fucking rasizem tega obdobja, totalni šovinizem. S tem, da ne pokažeš nobenega črnca v filmu, si pokazal odnos do rasizma. Tako, in s tem, da veliko karikaturo narediš iz Bruce Leeja, kar sem tudi včeraj ful bral, tle se mi to ne strinja to, ampak ful sem bral članko o tem, da je zelo zanimivo posebej potem, ker on je velik fan Bruce Leeja, on je Kill Billu nešteto referenci na Bruce Leejeve filme, na filme Brucea Leeja, da ne bom tako po štajersko Bruce Leejeve, Brucea Leeja,
Lija. Ja, ni zakaj, Igor. Skratka, tle imamo, ampak on izpade v tem filmu kot arogantna karikatura, ki misli, da lahko premaga Cassius Claya in ne vem kva. Jaz bi za to bil previden pri kritiki upodobitve Brucea Leeja, Bruce Leeja, no? Brucea Leeja. Brucea Leeja, sem prav rekel. Če je že Sharon Tate tole naredil, pa tudi Roman je v bistvu tamle prikazan zelo odstranjen, odtujen. On je prikazan kot Austin Powers. Ja, naprimer. Ker Bruce Lee se mi pa zdi, Bruce Lee je bil malo koki, no. To je bil, tle je pa pač prikazan kot nek, da se malo važa pred svojimi kolegi. No. Vem, ampak gled, Bruce Lee je bil ful stvari, ni bil zgolj koki prek, bil je tudi paranoik, bil je tudi spiritual leader in imaš potem one scene. Kaj moraš ti za 2 minutih, vse to noter na šopu? Ampak če si se odločil, da boš Romana Polanskega, ki je drugače poleg svojih filmov znan potem, da je posilil 14-letnico in imaš not Steva McQueena, ki je bil znan po milijon stvarih in ga imaš noter, kak komentira razmerja od Sharon Tate. Zakaj pa ne? Vem, lahko bi kaj drugega naredil, lahko bi bil ful bolj cool, ker je fucking Steve McQueen. Kaj pa če pa Louis je res Steve McQueen. Ja, Damien Lewis gleda kot Steve McQueen, medtem ko pač Margot Robbie ni prav zares ista Sharon Tate, ampak je pač Margot Robbie, pa tudi on Bruce Lee guy je bežno mu podoben, ne? Ja, mislim, tako. Pač Azic je, oni so si vsi podobni, se veš. Ja, ampak sorry, tako na tak način deluje. Meni je pač, in tako, kot Igor pravi, pač mene to moti, no. Mene pa ne. A veš, pol pa ga, kar recimo, poprečna publika ve o Bruceu Leeju je, da je pač on martial artist in da je pač tudi v real lifeu bil martial artist, ampak ti ga tle vidiš, kako ga Brad Pitt z lahkoto fukne v tist avto. Preseneti ga sem prvič, ker Brad Pitt očitno ne ve, da zna on skočiti. Kaj pa če drugače pogledaš, v bistvu cel film se ukvarja tudi z nekimi B-sides Hollywooda, ne? Torej lik, ki je z TV-ja v B-filme padel, pa v italijanske špageti westerne, pa potem kaskaderi, ki so v ozadju, ali pa producenti, ki so v ozadju. Razumeš, kao neko underbelly Hollywooda, ne? Tiste zlate dobe Hollywooda. Zakaj potem, ko vidimo neki, kar se dogaja v zaodorju kulis, torej, ko Bruce Lee ne nastopa, oziroma ko je Kato, ali pa kaskader, ki pač kavo pije in so ona dva malo bockata, zakaj je to manj prepričljivo? Če že sam dela če že sam dela neke simbole pa poenostavitve, ne, v tistega časa z Sharon Tate pa z ostalimi neki, zakaj potem tukaj this is where the door stops? Mislim, zakaj se tle ostal? A je Bruce Lee res tako velik lik, da tu pa ne moramo iti onkraj tega? Ne, da ne bi smel tega narediti, samo brez veze se ti zdi, da vzameš nekoga, ki je toliko cool in raznolik in kompleksen človek bil, kot je Bruce Lee, in ga daš na eno tako čisto osnovno zadevo. Tudi malo brez veze Polanskega narediti v Austina Powersa, ampak... Dobro, zdaj govorimo o Austin Powers, samo obleko ima tako... Sej, ampak se nič ne reče drugega. Sede se v skoraj enak avto in obleko ima tako. Jaz bi se prej vprašal, pa še ona tudi zgleda, ker ima neko blondno v enem prizora, nimam, mislim, da je ena, točno v tem avtu, točno ko je Austin Powers tako oblečen, je ona pač njegova... Jaz bi se vprašal, če Austin Powers dobil v bistvu navdih, ne? Ja, se pravim, mislim, da Tarantino globe praskal, ne po Austin Powersu zdaj, ampak tam, ne? Vem, ampak se Tarantino dosti dobro zaveda, da je, kaj bo tu večina ljudi videla, ne? Ne bojo rekli, aha, Austin Powers, torej Jay Roach in Mike Myers sta za Austina Powersa dobila idejo, glede na to, kak se je Roman Polanski oblačil. Pa tudi tako je, veš, vsi vemo, da ima Tarantino, mislim, da se ful recimo Tarantino učitajo racial slurs, ki jih uporabljajo pač njegovi belski igralci v njegovih filmih in tako. In da greš pol narediti, da, a veš, tako kot je Igor rekel, nobenega temnopoltega ni v tem fucking filmu, res, ko Hollywood zgleda bel, kot, ne vem, belo se pere na 90, in pol, in edinga Azica, edinga drugo raso, ki ga imaš, je pač ta, kako je ta igralec, kdo je že, se bom poiskal, Mike Mo, pač, ki ga Bruce Lee, pač, in ga narediš, edino njega narediš za res tako čudno, pa tako res poprečno. Ja, meni se zdi nepotrebno, ne zdi se mi narobe. Mislim, da bi knjigo bral, bi bral
Ulisesa, pa bil isto, Ja. Joe, ko on je pretepač v resnici, je pa ful inteligenten. Mislim, jaz ne bi resno jemal tega, no, ne vem, zdaj da greš če daš Bruslija noter, moraš to pa to omeniti, če imaš Polanskega, moraš Komoto omeniti tisto, kaj je 75 naredil, na primer, a veš. Ja. Ne, ko pa imaš 2 taka primera mito, pa 3, pa 4, pa 5. A se to sešteva? Ja, pri fikciji, seveda se. ker je fikcija. Ja, seveda se. Seveda se. Ja. Ne moreš ti reči, a veš, eno je, da ti imaš en stereotipen karakter v filmu, ampak nekaj povsem drugega pa, da so vsi stereotipni in da so stereotipni ravno to, kar ti nisi, se pravi ženske, druge rase in ne vem pač kaj še. In ljudje z lepimi nogami, kar domnevam. No, se nočem zdaj tu bad copa špilati, oziroma pisi policaja, ne? Ali to igraš bolj hudičevega odvetnika. Ja, se vem, ampak tak zgolj, ker meni je conversation piece to, ne? To, kar Tarantino vedno je, ne? Da pač... Ja. Meni pa, če lahko malo na eno drugo temo preskočim, ena full brihtna zadeva je, ne, zdaj 60... Mister Tangenta. Ne, to je zanimivo. Všeč pa ni Transformerjev. Okay, 60 so umrla... Transformerjev. Hvala, Igor, 60, pač duh 60-ih je za Američane, sploh za zahodno obalo, umr 2-krat. Eno je bil ta umor, ki se je tukaj zgodil v resnici, pač Manson pa Sharon Tate, drugo pa je bilo decembra, ko so Stonesi naredili koncert, ker oni niso bili na Woodstocku in so naredili v severni Kaliforniji Altamont Speedway Free Festival in so imeli koncert, oni so bili headliner in kup drugih bendov. Zdaj Stonesi so bili takrat resno dosti drogah in so imeli full briljantne ideje. Ne. Ena od teh briljantnih idej je bila pri organizaciji, kaj če bi namesto, da varnostnike najamemo pa plačamo, pa to ne, najeli naše dobre prijatelje in fane Hells Angels. Ja, koncert je potem na koncu odpadel, mislim, se je končal tragično, ker je eden od Hells Angelsov ubil nekoga in to je bil pol konc 60-ih, dobesedno. Vsekakor briljantna ideja. Sej, in tukaj on omeni, ko tega DiCaprijevega lika daje za kavboja, da hoče, da izgleda kot Hells Angel. Isto to napoveduje konc 60-ih, to, ko so Hells Angels prinesli v bistvu. In se mi je zdelo zelo vredo in na mestu. Kar je bilo pa meni najbolj všeč filmu in je pa to, kako so bili ti filmi narejeni znotraj filma in serije in vse te scene. Bilo briljantno posneto, krasno odigrano. Tule se mislim, da je Tarantino odločil zelo proč od neke dokumentarističnega pristopa iti, ne? Zato, ker ko vidiš ti posnetke na TV-ju, je tisto kratko, mislim, osko TV screen 4:3. 4:3, ja. Pol pa, ko ti pokaže, kako snemajo, pa je posneto tako, kot bi on posnel. Daleč nad produkcijskimi zmožnostmi neke TV serije v 60-ih, ali pa tudi danes bolj ali manj skoraj. Tudi je zanimivo pač tle, čeprav skozi imamo Tarantinovi filmi, so filmi o filmih, pa o filmih kot o real life na nek način. Ampak tle imamo ene res ful dobrih trikov. Jaz sem že včeraj opazil, pa sem bral še včeraj, da so tudi eni kritiki ful podarjajo, recimo, kako je en prizor, ko DiCaprio stopi v tisti salon noter in to je prvi prizor, ki ga vadi prvo noč, ko pride domov. Skratka, replike, on se posname replike pač drugih na magnetofon in pol posluša odgovore in hkrati vadi svoje replike. Ampak ta vstop v salon mi gledamo brez, da bi videli kamere. Mi to gledamo, kot da film snema, kot da si naenkrat vstopil v ta film. Skratka, nikjer ne vidiš kamermanov, ne vidiš režiserja, šele na koncu, ko DiCaprio prvič zariba, ko pač zgubi repliko in mu mora pomagati, je tudi parkrat najprej sem slišimo glas, ženska ali nekoga, ki mu reče, pa pol na koncu čist, ko pokaže režiserja. In tle pač Tarantino pač kaže to foro, pač da življenje je film in tako. In tako, kot sem jaz pač rekel, ena interpretacija, ki je meni še kar kul. Konca, ki sem se do katere sem včeraj prišel in skratka, ko se ti Mansonova familija, whatever so, pogovarjajo v avtu, zdaj imam boljšo idejo, skratka, šli bomo pobiti te ljudi, ki snemajo filme in nas učijo nasilja. In je en tak prefinjen komentar tega pač ameriške obsedenosti s to, da pač nasilje, streljanje, vse krivijo filme. Skratka, ti ljudje seveda grejo v to hišo in hočejo pobiti te ljudi, ki jih učijo nasilje, pol pa ugotovijo, da ti ljudje, ki učijo nasilje, obvladajo nasilje
in so pač blazno nasilni in pač Brad Pitt jih razjebe. No? In je pač še en tak pač odgovor, ker tudi tako, jaz sem ves film, kljub temu, da recimo en prizor je tudi, ki mu tudi vsi ful učitali in mu že učitajo, skratka, ko govorimo o tem, da je tak Booth, skratka Brad Pitt, ubil svojo ženo. Vidimo ta prizor, kako ona jada, nekaj mu najeda, on z uno harpuno se tako usede in ona mu točno prikriža pač streljno pot te harpune in si mislimo, tako se je pač zgodilo zdaj, a je res nesreča, ali je nalašč, pač nikoli ne izvemo. Ampak ta prizor je še kar smešen in ti da, mislim tako, mal tudi grenkega preokusa, ker valjda pobijanje žensk ni glih najbolj smešna stvar v lifeu, ampak jaz mislim, da West Side za tem Brad Pittovim pogledom, pa njegovim nasmeškom, pa pecanjem tiste štoparke, ki je z Mansonove familije, vidimo neko nasilje. Vidimo nekaj, kar on je. Recimo tudi z Bruce Leeem, jaz mislim, da ta prizor je bil smislen sam zato, da mi vidimo, ne da je on martial artist, ne vem, boljši od Bruce Leea, ampak da vidimo, koliko ne more biti tiho tip. Ja. A veš, kot Bruce Lee razlaga, jaz bom Casha skleja, bi ga v nezavest spravil, on pa fucking ne more biti tiho. A veš, komaj mu je on tip zrihto, pač DiCaprio, to službo, komaj se ga vzeli nazaj, ampak fuck ne more biti tiho, ne. Ja, Brano je čast edinega neprisotnega temnopoltega. Ja, in je tudi, pač ko pa vstopi takrat na tisti ranč, prav se vidi, kot da išče probleme. A veš, prav išče, pa unga brutalno zlomi unga, ki mu je pač prelukno gumo, tudi je precej nepotrebnega nasilja, pa njegova vožnja je tako pač stuntmanovska, agresivna. In to je edinokrat, ker pač se meni zdi, da je ful upravičeno vse te vožnje. Meni je bil ta film najbolj dolgocajten v avtih. No. Toliko je bilo neke vožnje. Pa dajmo woke komentirati tole. On je edini toksični moški v bistvu v filmu, ne? Ker DiCaprio ima zelo neke emocionalne probleme, se v bistvu seda vase. On mu tudi reče, ne joči, da te ne bojo mehičani gledali. Med drugim, ja. Ker v bistvu on je pa zelo, tako kako ne rečem, če z tega stališča gledam, toksičen. Ja. Tudi na onem hipijevskem ranču, čeprav ima povod za nasilje. No? Ja. Dobro, ne samo guma, da mu jo prereže, ampak ker so njegovega starega prijatelja tam nekako, ne vem, zasužnili s seksom. Mislim, da je to najbolj... Ja, mislim, da je to sicer ena boljših oblik suženstva, ampak ja... Zavod 8. Mimogrede, jaz bom pol prelepo en link spodaj, bral sem tu, kjer bo napisal pravičilo. Ne, ampak lepo bom link, kjer so naredili v bistvu, kjer review filma dela ena bivša pripadnica Mansonove familije in razlaga med drugim pač, da je vse bilo dokaj resnično, da je pač kako je Tarantino tudi pomešal ene karaktere, da pa je bila ena pussy cat, ali kaj že pussy, notar, da ona, ki jo ga Lena Dunham sicer ni izgledala toliko kot Lena Dunham. Je pa to tista, ki je stala pri vratih in nadzorovala, da Koti poročala o tem, kaj se dogaja. Pač ta punca ne bi bila ta resnična ženska, pač to ona kao počela. Stala pri vratih in bila nek lookout. Ja, ona pač razlaga, sem hotel, se bom nalepil spodu, da pač hiša ni bila nikoli tako umazana, so oni živeli v svinjaku in da so pač te punce, ki so bile tudi 15, 14, 15, so se pač intern pač mogle seksati s tem. Da so kao lepo skrbeli zanj, ampak to je bila ena od stvari. Vse so se izmenjevale vsako noč, tako da on ni bil glih žrtev. Ja, pač na ta način, no. Sej, dosti jasno sem povedal. Ja, sej. Ker zadovoljen s tem. Ampak malo sem mi to razložil, zakaj moj komentar. Sej razumem, ne. Se v bistvu tip na žene Brad Pitta venono, pa ne me zdaj jutlele, zato ker jaz itak dobim svoje, pa gledam FBI serijo, kljub temu, da je slep. Nekako je komentar na večjih nivojih, se mi zdi noter. Pa tudi, mislim, da nasilje, ki je potem uporabljeno, da v bistvu kao onega pokori, da mu gumu zamenja, ne, sem že včeraj, mislim, da je rekel, a je tu nek komentar na neke sodobne scene, nasilje nad ženskami, ampak on dejansko izvaja nasilje nad nekim tipom tam, torej, kako se etablira ta neka toksičnost. Mislim, tak je več nivojev, ki jih lahko noter. In zopet, Tarantina pač conversation piece, kot vedno, ne. Ja. Kaj bomo pa rekli o Margot Robbie, no, dajmo to. To zdaj, največji očitek in vseh, kar sem te kritik bral, največji očitek je točno pač Margot Robbie, njena vloga, da je zelo frivolna, zelo je taka blond bimbo prikazana in tudi
zelo malo ima dialoga. Glede na to, da pač, torej se sta v spredju sta DiCaprio in Brad Pitt, ampak ta tretja pa takoj ona, ne. Ampak ona reče par stvari, ne. Še tam, recimo to je nek kritik tukaj pisal, še tam na koncu, ko neighbor stoji za vrati, ni ona, ne, ampak je nek tip, ki ga sprašuje pač DiCaprio. Kar je logično, da ne bo ena visoko noseča ženska šla sama do vrat pogledati, kaj je tu zdaj bilo. To je sicer res, je pa tudi res, da so še vsi pokonci ob ne vem, koliko je bilo. Se zbudi celega lama. To je veš, kak je dejansko meni blok... Flamethrower je še kar glasno. Sej, točno to. Meni sosednji blok izolacijo na strehi rihtajo, tako da že zdaj en mesec poslušam zvok, ki je zelo podoben Flamethrowerju in ja. Ga opaziš. Skratka, kako je motlo? Mislim, mi to vem, da si ti, da je tebe tudi, Igor. Mene moti, oziroma se ne vem, če me moti, samo pač, kako pogledaš, če jemlješ to kot neki zgodovinske dejstva tamle, to niso. In jih moraš, vsaj jaz jih vidim kot neko redukcijo na simbolno raven. Zdaj pa, če te je to vredno ali ne, pa se mi zdi, da v filmu nekako funkcionira, če pa gledaš to trezno, kot kao, to je resnična oseba. A veš, imam pa druge probleme. Ne? Meni se zdi znotraj filma problematično, da je nije not preveč ali pa premalo. Če bi ona naj bila samo nek angelski simbol, bi lahko njen runtime bil skrajšan na tretjino tega, koliko jo vidimo. Če bi ona naj bila resnični lik, pa bi moralo biti malo več. Ne? Ja, malo več kot plesanje in kazanje dolgih nog. In tudi vse to plesanje je lahko neki v ozadju, kakorkoli, v glavnem, če že je zgolj simbol. Tako da to se mi zdi v njegovi dolgi karieri ena redkih odločitev, ki ni tu, ne tam. Zdaj ne vem, zakaj se je odločil sprejeti ta kompromis, ampak možno, da če je še hotel celo njeno zgodbo razdelati, bi bil film pač na mesto 2:45, ne vem, 3:30. Kar sicer ni neznačilno za Tarantina, spet ne rečem. To je še kar kratek film za njega. Po zadnjih, recimo, kaj je Hateful Eight je bil koliko? Mislim, da je čez 3 ure. Tako nekje. Sicer nekaj sem pa jaz slišal, da ne bi tudi tega Netflix vrtel kot 4 dele. Ja, to sem prebral tole, kaj je razlika. In tak, v bistvu daljša je zaradi tega, ker ima credits zraven. In v bistvu dodaten footage je minimalen, tako niti ne opaziš. Samo razdelili so ta film v serijo. Dejansko pa, ker ti Netflix ponudi, da ti bi preskočil intro, pa... res noč nimaš. Tega dodatnega runtime sploh ni. No, kaj sem še hotel reči? Kaj bomo rekli o... Jaz bi še eno stvar omenil in sicer je ful sporednic med tem filmom in pred zadnjim filmom Bratov Coen, Ave Cezar, ki se pa dogaja v 50-ih v Hollywoodu in tudi vidiš tisto zadje, ampak ona dva sta ful bolj zabavn film hotela narediti, tisto je komedija, ful manj pove o čemrkoli, pač tisto je dati en vpogled v 24 ur za kulisija dogajanja v Hollywoodu. Tukaj pa ti dobiš, v bistvu najprej je 2 dni, pa potem je en dan oziroma en večer, pol leta kasneje. Ampak dobiš en čist drugačen vpogled. Ni teh backroom dealing and willing, ni te scene iz snemanj so dosti drugačne. No? Tako da, vseeno, če ti je bil ta film všeč, pa še nisi videl Ave Cezar, mislim, da ti bo Ave Cezar tudi všeč, to bi rekel. Kako so bili všeč cameo, tle igralski list je tako fucking unbelievable, da ne moreš verjeti. Kaj je vaj najljubši cameo, oziroma najljubši supporting actor zraven pač ostalih? Damien Lewis kot Steve McQueen, mislim. Wow, ne? Mislim, tako vidiš, da je Damien Lewis, ampak vidiš Steve McQueena v njem, ne? To je res fucking nevredno, no. Ja, meni je Luke Perry, no, dober. Njegova zadnja vloga, ampak... Mislim, da je nič posebnega, ampak mi pa všeč prizor. Všeč mi je tisti prizor, ki je dobro odigran. Ampak tam ravno zaradi tega prizora, ampak meni je punčka všeč. Tudi, ja, so vsi super. Kaj je tudi ena njenih prvih vlog, se mi zdi tako... Malo je super. Ja, kako je odigrala pa to z DiCapriem. In tako, jaz se ful strinjam z enim kritikom, ki je napisal, da ta prizor, ko DiCaprio sede zraven nje ali pa se pogovarja o knjigah in to bo je vrtel, ko bo DiCaprio nominiran za Oscar. Fucking Rick Dalton. To je to.
Ne, pač igralci neverjetni. Jaz moram reči, da jaz tako. Res mi je bila čudna izbira, recimo DiCaprio za washed up nekega celebrita, ker vsi vemo, da je DiCaprio še vedno v prime timeu in še vedno data 19-letnice, še vedno je najbolj vroči igralec. Ena najbolj awkward zadev pri tej celem arrangementu, da DiCaprio pa Pacino, ki tu noti igrata, ona dva datata dve manekenki, ki sta mati pa hči, pri čemer je mati... DiCapriova. Ne, Pacino hodi z materjo, oni hodi s čerko, ampak mati je, mislim, da isto stara ali pa mlajša od DiCapria. Tako da dobiš eno... Mislim, še kar nekaj takih... Mislim, Kurt Russell je super. Kurt Russell pa Zoe Bell. Kurt Russell pa Zoe Bell bi rabila svoj spin-off TV show tukaj. Tak neki... Stuntman Mike and... Zoe Bell. Tle je sicer Randy, ampak on ima vedno taka imena, neka ko izporničev z osmi. Randy, pa Mike, pa tako stuntman. Burt Reynolds, spin-off, taka varianta film, ni od dva noter, da je v avto, pa čao. Drugač Burt Reynolds ne bi bil ravno za Rick Daltona eden od inspiracij za Rick Daltona. Tako. Kaj sem še hotel reči? Pol je bil ta tip Timothy Olyphant, ki je James Stacey, ki igra v Justified, se pravi v seriji, ki je... Tudi v Deadwood. Tudi Deadwooda nisem gledal. Skratka, igra pač tudi westernih, pač res in pač tle igra nekoga, ki bo dejansko igral novo serijo westerna, v kateri DiCaprio zdaj igra zločinca. Ki so snemali pilota. Ja. Pa meni je bila seveda zelo všeč Maya Hawke spet, ker smo gledali že v Stranger Things, ker ga bomo še omenili serijo. Letos je bila super. Pa je bila 3 minute. Malo je to šel do prijateljev, pa rekel, kaj vaši otroci rabijo kredit. Summer job, pa da lahko na rezume napišejo, da so delali v filmu Quentina Tarantina, ker noti tudi hčerka od Kevina Smitha, pa ne vem, če ni tudi od Johnnyja Deppa tam ali vse so v tem Family igrajo. No pa Lena Dunham igra notar. Igra samo sebe, Ja. A igra? Samo sebe. Ne vem, no. Igra Gypsy. To je tudi ena resnična Mansonova ampak kot igrajo čisto tako Lena Dunham, ampak tudi verjamem, da je ena točno taka, kot je Lena Dunham. Drugač pa rekel si včeraj, Igor, da ni Tarantino not, pa je. Kje? Veš kaj, Quentin Tarantino je pa je režiser reklame v post-kreditu. Se ne vem, ga slišimo ali kaj. To je on. Skratka pač Wikipedija vse razkrije. Mimo grede, to ni Marvelov film, ampak vseeno je zabavno, če počakate na after credits, ki ne napove cele franšize. Za čuda iz nekega razloga ni multiverza na koncu. Čeprav ta film je o multiverzu. Dajmo še to reči. Da Tarantino multiverz. Dejansko imaš tukaj navezave na prejšnje filme, kot recimo Stuntman Mike, ki mu je tu ime Randy. In bi se dalo verjeti, da Tarantinovi filmi so filmi znotraj tega sveta. Recimo, tu je nekako tako malo namignjeno, ker drugače tudi on vem, da ima te dosti elaborate backstory za vsak lik naredi, in vem, da tamle v Django-tu se oni pišejo von Shaft ali whatever in da Django bi naj bil prednik lika Shafta, ki ga poligra Sam Jackson v filmu iz 90-ih. In pač take variante. Je pač taki meta komentar, se tudi na začetku filma, ko pokaže torej igralski napor Ricka Daltona iz enega nazi-slasher filma, da se tako izrazim, kjer za tem dotičnim flamethrowerom žge nacije, ful spominja seveda na Inglourious Basterds. Pričemer je to tudi pač spet referenca, da v Inglourious Basterds je bila fake zgodovina, alter zgodovina in tudi to mogoče en namig, ne pričakujte na koncu pač umora Sharon Tate. Smo kaj rekli o tem twistu, mislim, malo smo namigli, ampak dobesedno pa ne, skratka, na koncu, spoiler alert. Dejansko smo povedali, da pridejo do tistih, ki snemajo filme, ampak to pomeni, da pridejo do DiCapria in Brada Pitta in Franceske. Tako, in do konzerve. In direkt v fris. Red flavor. Beverly, ali kaj že? Ja, če kaj že pes. Ne. Bravo. Ne. Ženska bi ima. Brenda, Beverly, nekaj taja. Ja, mislim, ker je psička,
Pitbull Terrier. Name of Če se ne vem, kjer je pas. the Pitbull Terrier. dog Ni In Pitbull Terrier. once upon a... Aha, takoj bomo pogledali. Brandy, ja. Brandy. Her name is Brandy and she is a very good dog. Skratka, ja, pač Brandy je kar ključna v tem filmu, tudi tako zelo simpatičen kužek. Ja, pač zaključek je, da oni ne grejo k Mansonovi. Zgrešijo bajto. Ja. To bajto grejo k njim in Brad Pitt jih zlomi in DiCaprio še potem zažge. Tako. Za zadnje, z metalcem ognja, ki ga ima shranjenega. Kar mimo grede dosti pogosto je, da igravci odnesejo stvari domov. Si jaz bi tudi. Sej. Mislim, metalce ognja, fuck off. Ja. The best. Če to ne obdržiš, mislim, kdo ti bo verjel, da si... Bil v tem filmu? Ja. Ja. Ali pa da si kadarkoli ga uporabil. Jaz bi to tudi enkrat uporabil. Metalce ognja. Ja. Ja, ne vem, jaz sem bral, Ja, ne bral sem knjigo How to Survive Zombie Apocalypse in metalci Seveda, da ognja. zbral to. Ja. Metalci ognja niso najbolj Ne, ker potem priporočeni. V bistvu zažgeš jih in prav še vedno laufajo proti Ja, ja. tebi in še tebe vžgejo. Plus domet je problem, ful ne delajo prav dolgo. To, koliko sem bral v prvi svetovni vojni, kjer so to prvič uvedli, je pač več ljudi umrlo, ki je nosilo metalce ognja kot tisti, ki bi jih zažgali. ti tleno to strelijo, tisto, kar imaš na hrbtu. Ja, ali pa sam zažgeš, ker ni to vredno izdelano, ker je v prvi svetovni vojni. Hej, tam so že imeli, ne vem kaj, bajonete. No, Guts No Glory. Ne? Ja. Cool. A imamo še kaj, torej, kaj priporočamo ljudem, naj gre gledati, koliko zvezdic? Ja, mito je tle človek za številke, povej mi to. Koliko zvezdic? Ne? Ja. Rozmeri 3 od 5. To mi je Tina včeraj omenila, ne, da v bistvu ta drop-in, da je na začetku filma... A nima prav? Jaz sem včeraj čekiral. Ja. Meni je bilo tudi fiš. Ja, Tina je mislila, da je Rosemary z Baby po smrti Sharon Tate, ampak je prej. Je, ne? Eno leto prej je, Ja. 68. Ne, zato ker tudi je bila ena od teorij, da naj bi oni ubili Sharon Tate, ker so mislili, da Roman Polanski satanist, ki v tem filmu napoveduje, kaj bo naredil in da bo ta baby. To je tako over-elaborate za ene zadete hipije, da... Ja, to je res. S tem, da tudi to zdaj učite, zdaj sem se spomnil, hvala, da smo še to omenili. Ja. Tudi to seveda spet učitajo pri Tarantinu, ker pač smo omenili, da so sami belci in tako. Charles Manson je verjel v rasno vojno. On je ful pridigal o tem, da bo, ne vem, imel je nek čuden plan, da zdaj, ko bojo vsi ti črnci prihajajo v Ameriko, oziroma prihajajo v javnost, bomo rekli in tako, da bojo slejko prej začeli pobijati belce in da bojo pač hoteli nad vlado in da se bo zgodila ta vojna in da bojo preživeli samo oni, pač njegova familija, s katero bo on spet obljudil zemljo. Ja. Wow. Pač vsi ti kulti imajo nek ta čudno idejo, da pač lahko on seksa lider z več ženskami. Zgodno to biti, da kot lider, ali kaj, ne vem. No, to še za omeniti tale, kar mislim, da je Tarantino hotel skozi spraviti. Tip, ki igra Charlesa Mansona, bo tudi igral Charlesa Mansona v Mindhunter drugi sezoni. Tako da se škoda, da imamo tako Netflix majce. Jaz mislim, da je Tarantino računal, da bo ta film po Mindhunteru, tako da bi ljudje potem ga prepoznali kot... pa mogoče tudi tako razni milenici gotovili, kdo sploh fucking je Charlie Manson. Ja, to mi je bilo včeraj zanimivo, ko smo šli pol na pijačo, za sosedno mizo 9 ostalim, ki so isto iz kina prišli, mogo razlagati celotno Charles Manson, Sharon Tate sceno. Ne? Ja, kar pomeni, da oni niso oni so res gledali film brez, da bi pričakovali smrt in brez, da bi razumeli, da je twist na koncu. To se meni zdelo tako zanimiva izkušnja, ker ne vem, kako pol gledaš film. Ja. Še bolj, veš, ker meni je vsaj to, večkrat mi je bilo tako nabijalo, vem, kaj se bo zgodilo, vem, približuje se in polko začne on z unimi urami in to. Jaz ne vem, če je bilo njim jasno, zakaj so ure, zakaj se odšteva, zakaj so ti datumi napisani. Se pravim, ta film ima dosti višjo stopničko za preskočiti ali prestopiti, kot pa ostali Tarantinovi filmi, ko smo se pogovarjali, da v bistvu konteksti, ki so drugje vzpostavljeni, pa žanri, ki so vzpostavljeni, so dosti bolj splošni ali pa berljivi, ne? Torej nacisti, pa western, pa bla bla, slasher, Kill Bill, samuraj, ne vem kaj, ne. Medtem ko tukaj pa, kakšen žanr pa sploh je to? Če? Ja, v končni fazi je to drama, ne? Drama. Vseeno. Okay. Z zelo nasilnim zaključkom.
Drama with a bang je to. These violent beginnings have violent ends. Skratka, bomo urepnili tole. Jaz bi edino za konc prebral en fin zaključek ene filmske kritike, ki je napisal Rohan Nahar iz Hindustan Times. Da vidi, tako globoko sem šel včeraj zvečer. Skratka, if Tarantino is to believed, Once Upon a Time in Hollywood is his second last film. To end a truly subversive note, on a truly subversive note, might I suggest that for his final movie, Tarantino direct a nice little romantic comedy set in a French vineyard or something. If anything, it would give him an excuse to really zoom in on the feet as they stomp on the grapes. Lepa. Lepa. Ja, ti food fetiši, Jezus. No. Skratka, tukaj gre ful večji del nog, vidimo kot običajno. Ne? Ja, vsakakor. Pa dobro, vse to mu je res treba tle dodati, da tudi moške vidimo, tudi obuvala, recimo Brad Pitt in tisti neki čudni mokasini, sama to obuto, jaz res ne vem. Mokasini so neki. Zgleda sicer ful udobni, samo grdik. Ja, meni so bili prota, ki to kupam. Ja, to so tako Roxy 60. Hotel sem še edino povedati tole, da bo v Tarantino oziroma v tem filmu epizodo posnel tudi naš sestrski podcast Filmflow. Gotovo bodo povedali marsikaj, česar mi nismo, zato vas usmerjamo tudi tja, če še niste imeli dovolj, in mi smo pripričani, da se o dobrih filmih nikoli ne moramo pogovarjati preveč. Razen danes, kjer se nam mudijo. Ne, zdaj le, ker imamo pač kaj, gledamo, beremo, poslušamo ta del tega bo tudi kar expanded. Ja, damo hitro tudi, Batman spin. Ja, imamo pol ure za to. No, sej, to je čisto dovolj. Kdo bo začel, Igor, ti? Gremo pač po eno stvar, pa krog. Ok, dajmo tako. Jaz bom najprej zelo na hitro, skratka, končal se je Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Pred zadnja sezona smo zdaj izvedli, naslednja bo zadnja, tudi neka skrajšana bo spet, tako da hura. Sta Fitzsimmons skupaj? Sta še zmer skupaj, vse je prav, našla sta se če tudi na koncu vesolja. Zlobni Coulson je, dobri Coulson zopet. Tudi to se je zgodilo, seveda. Ja, ful čudna, ta sezona ni bila v redu, skakanje med tema dvema zgodbenima nitima, unimi vesolju, unim na zemlju, ni se dober tole skup nekako prišlo. Zgleda zdaj res kot nekakšne stare gate, kot smo omenjali prej. Stargate se pravi, na konec je tako neki menihi, neke ti monoliti, pač ful bedasto, mej zaštihajo in že misliš, končno bo nekdo res umrl v tej seriji in pride nazaj, zaštiha ono drugo in pol jo rešijo in zdaj pač velik twist na koncu te sezone je, da LMD bo pač prevzel Coulsonove spomine, skratka, ni Coulson nazaj, ampak je njegov android, ampak zgleda, mislim, Coulson je, no, skratka, purposes tako, in pa May preživi zato, ker sta Fitz in Simmons očitno vmes iznašla time machine in imela full cajta, da sta izumila neko napravo, ki bo njo ohranila pri življenju in zdaj so odpotovali iz nekega razloga v 30. In to je to, na koncu pač pripeljejo v New York 30, vidimo Empire State Building kot največjo stavbo tega cajta in Sky se pošali, zdaj pa ne smemo alkohola piti. in to je zaključek, skratka, to je bila ta sezona Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., nič posebej dobrega, moram reči. Igor. Jaz sem bil v kinu, precej gledal sem Fast and Furious Presents. Moj bog. To si zbral od vseh reči. Okay, pa gremo eno na krog in to prvo zbere. Glej, to je dost uspešnica tega leta. Dwayne Johnson pa Statham sta super team up. Lahko bi jih še več posnela, po mojem jih bosta. Film sam... Ja, nekako vsi mislimo, da se ne bo končala pri tem. Film sam je toliko eksploziven, koliko je pozabljiv, ampak je good entertainment, no, držite celcet skozi. Ludicrous je... Idris Elba je izvrsten bad guy. Ni film, ni, okej. Prav si mislil Ludicrous kot pridevnik. Je pa Idris Elba noter in je zato, ker si začel naštevati in sem smislil, Ludicrous. Ludicrous je ni. Je pa full zabavnih cameo-tov, ki napovedujejo, kdo bo v naslednjih filmih, očitno, tako da Ryan Reynolds pa Kevin Hart se pojavita, tako da zdaj pač, če bo... Čakaj, Ryan Reynolds je v tem filmu? Ryan Reynolds je v tem filmu agent Cije.
Si veš cheap date. V bistvu režiser tega filma je predtem naredil Deadpoola prvega. In je friend od Ryana Reynoldsa obvesli in ga je not pripeljal, da bolj ali manj igra Deadpoola, torej govori nonsens cel cajt. Fuck, pa res smo to gledali. Pa nisem cheap date, ker vedno hočem kokec in pijača. Tako da Fast and Furious je, če že ni bilo jasno, potem ko so podmornico imeli v prejšnjem filmu, zdaj postal čist sci-fi in na resni poti, da grejo v vesolje. Tako da, v bistvu, če ne bojo počasi šli v vesolje, bom kar razočaran nad temi filmi, ki so si začeli. Šele zdaj. Ki so se začeli s tem, da eni tipi kradejo DVD playere iz tovrnjakov. To so dobro postavljali. Pa res to je v prvem delu, ja. DVD playere, stari. Skratka, Guardians of the Fast and Furious, ti pričakuješ, očitno. Mito? Jaz bom rekel Handmaid's Tale, ki se je glih kar zaključil. Tako je, predvčerajšnjem. Ja. V redu, mislim, da boljši priokus imam zdaj na koncu. Ni mi zaglih top. Prva sezona meni zelo dobro stoji, druga tak, tretja pa mi zdaj nekako z drugo. No? Malo mi gre na živce, da se na začetku pojavljala določena estetizacija nasilja, ker je bilo malo prazno. Pol se je to dvignilo, malo izvezlo ven v nek bolj pokončen lik. Več zgodbe, malo več motivacije smo dobili na to meso. Me pa finale razočaral, ker so zopet šli na neko hook je na isto vižo kot drugo sezono, torej ona mora ostati, spoiler, ona mora ostati, da reši zopet svojo hčerko, kar je kot isti zaključek druge sezone. In malo več sem pričakoval, ni pa slabo. Ja, mislim, da so pač spet le problem nekaj, pač prva sezona je knjiga, ki pa tudi knjiga ni tako, pač malo več je kot knjiga, no, zdaj pa res že mislim, kot da vlečejo od ne vem kot, ne, in tako. In ja, in tudi mene je ful zmotilo v tej sezoni ta ideja, da je upor neko individualno dejanje, da je revolucija lahko en zaneti, in se mi zdi, pač en prizor mi je bil zelo dober in hvala Bogu, da je bil ta prizor, ker ona kar uzurpira ta Mayday, kar nekaj to ne reče, ne, mi bomo rešili te otroke, kot da se oni tega prej niso domislili, kot da oni ne bi hoteli tega narediti in zdaj bo pa ona to, ko ena šefica vse naredila in poli pridejo te Marte povedati, pač fuck off, mi smo to naredili, mi to delamo, to stvar, ti pa zdaj misliš, z eno akcijo nas boš vse zajebala in vse požgala za sabo. Vidim povod o temu, ker ona skozi celo sezono raste in se uči, pa hoče postati v bistvu kot edina pokončna feministka je v individualizaciji znotraj pač avtoritarne družbe. Ostali so vsi bolj ali manj nekako bojijo, pa jih je strah države, medtem ko ona pa edina sredinca kaže. Tako da razumem, odkot je pa zelo tak, kako rečem, nasilo narejen. Ona kaže sredinca zato, ker ni za njo praktično nobenih posledic nikoli. Ona dela pizdarje cel cajt, okej. Vsi okrog ne umirajo, samo ona nikoli. Tako da je obvisli, da ona pol postane kokiče in vulnerable. Ker isti problem je z njeno, kaj je že ta tetat, Lidija, ja. Ker ona imate tak čuden odnos, včasih ta Lidija kar jo nekaj zafrkava, pa I got my eye on you, včasih sta najboljši prijateljci in tako. In to toliko varira, da ti gre totalno na jetra žena. A veš, pa tudi tle noben ne umre, pa noben od teh glavnih likov, veš to, Lidija je bila zaštihana, padla po štengah, pa se stara še skrbno vlečena. Jaz mi zihar, da je mrtva in tak ne, ful sem Boga, pa sem padla po štengah, ne, ona te je vrgla, kaj si na glavo, padla, na glavo sem padla. Pa glih to sem pozabila, vse ostalo se še spomnim. Ne, tudi zdi se mi, da Commander Lawrence, ki prestopi stran, on ne čuti nobenih posledic razen pač smrti svoje žene, če predspojvam. Ampak v bistvu nekako vsi se zvijajo skozi, ni nekih hudih posledic, razen dobro pa. Bom rešil še tako. Zanima me, kaj bo zdaj v naslednji sezoni, ker par likov se je zdaj razšlo, so vsak na svojem koncu in so zapleteni v neke konce, v neke zanke, s katerih ne vidim, da bi se zdaj vračali nazaj v Gilead ali pa da bi se vračali nazaj v te neke zgodbovne loke, da bi se zopet z June soočali. Tako da ona ima zdaj neko zanimivo špuro, kjer ona postane torej leader Mayday ali kako naj rečem. Kaj bo pa to prineslo za sabo, pa ne vem. Torej, ali bo ona res Sarah Connor postala, da bo šla žgati celo državo. Posebej zdaj, ker zdaj je fucking jasno. Mislim, zdaj
to, kar so zdaj izvedli na koncu, pač ta kraja otrok, oziroma to ne more stati skrito. In to je zdaj res nekaj, kar ona tudi ne more utišati in je zdaj jasno, da je revolucionarka. Zdaj neke posledice mora fasati. No, no bomo videli. Mislim, da še scenaristom ni čist jasno, kaj narediti pol dalje. Ta moj prvi pik. No, moj drugi, ki bi sicer moral biti prvi, ampak zato, ker sem Šilde že tok prej omenil skozi to sezono, pa ker se mi imenujemo Stargate. The Boys. The Boys je, mislim, da najboljša nova serija letošnjega leta zame. Bom si to celo drzno reči, s tem, da tudi zdaj gledam recimo The Swamp Thing, ki je obupen, ampak ga bom mimogrede omenil na koncu. The Boys je pa v bistvu prikaz superjunakov, če je Marvel superjunake človečih, individualizira jih, dela tudi ljudi, jih tle The Boys dela tudi jim daje družbeni status. In tle so superjunaki, ki se obnašajo tako, kot bi se danes superjunaki verjetno obnašali. Prvič, neka korporacija jih kar pograbi, jih prodaja, služi z njimi, mal namik na Marvel, in pa hkrati oni se imajo za več vredne od navadnih smrtnikov. Pač valjda, če tebe metki niti se ne dotaknejo, ti lahko čist na easy nekaj rešuješ, neke situacije, ki jih policija ne more, in pol ta pokroviteljski Homelander je v vedno stavek no, you are the real heroes, in kaže pač gasilce in policaj, ne vem kaj, čeprav on pride kot zelo očekivana sila in rešava stvar. In tako imaš pač to in ta interakcija, kako bi superjunaki izgledali v družbi navadnih ljudi, je fenomenalna. Pač, kaj si vse oni privoščijo? Korupcija, nasilje, čudne seksualne perverzije, vsega je po malem not, nekaj totalno brutalnega nasilja, pač če ste gledali Once Upon a Time in Hollywood, ja, tudi tlej imamo udarce, mislim, da je v umivalnik, tako brutalne, že takoj po prvih 5 minutah nek kvazi flash guy, se pravi ta hitri, kar teče skozi eno žensko in pol imamo tako litre krvi v zraku in koščke teles in tako. Ne se vidi production value. Ja, ampak najboljša scena je z delfinom, to morate gledati, pač nekaj najbolj smešnega tlenot. Edino pač, kar je res ta neka rom-com ideja, pač, da se zaljubi v eno pač superjunakinjo, pač ta glavni junak, mu umre žena, vse dela mislim, žena zaročenka ali whatever, vse dela zaradi izmaščevanja zaradi te zaročenke, hkrati se takoj zaljubi v ono drugo, ona je seveda prizadeta, ker jo izda, zato ker jo izkorišča za informacije in tako, pač ta rom-com je malo tako na silo, tudi motivacija, pač vsem je nekdo umrl in je tako, o moj bog, a lahko en lik nekaj dela iz pravičnosti, ne samo zato, ker misli, da mu je nekdo, ampak končni twist spet postavlja drugo sezono kot zelo zanimivo in pa meni je všeč ime glavnega pač tega Superman kinda lika, ki je Homelander, ki se mi zdi, da je taka dobra referenca na Homeland, ki je bil tam v 3., 4. sezoni res totalno rasističen, ameriški tak pač, ameriški imperialistična serija, no? In on je točno ta, on je poosebljen ameriški imperializem, To je to o najboljši seriji tega poletja. Wow, cool. Aljoša, antiimperialistična fronta, veš. Dobro. Če smo že pri kritikah ZDA. Terror zelo glasni je serija, ki se zdaj začela ravno včeraj, mislim, da je bila premiera. Jaz sem že screener prvih 2 epizod videl in je super. Leti tega fanta, ki zna, on je že videl. Bil sem tudi na setu v Vancouveru in sicer gre za nadaljevanje serije Terror, ki je bila lani zunaj, ki je bila zgodba o pomorščakih ujetih v arktičnem ledu in je temeljila na resničnih dogodkih. Pri AMC-u so se odločili, da če že delajo stvari, ki niso Walking Dead, da je lahko to antologija, ki je horror serija, ampak postavljena v neko resnično zgodovinsko obdobje in v 2. sezoni je to resnično zgodovinsko obdobje internistično taborišče za... Kar imenujemo ga kar koncentracijsko taborišče. Ne, dejansko je razlika med nacistskim in koncentracijskim. In to je internacija, zato ker je bil cilj zadržati ljudi tam, ne jih eliminirati. Ne? Okay. In tudi
obstaja pač, čist jasna distinkcija med tem. 1-0 za Ameriko. Ja. Skratka, Američani so med drugo svetovno vojno, oziroma takoj v začetku druge svetovne vojne zaprli vse, ki so imeli vse svoje državljane, ki so bili japonskega porekla. Mimo grede to so naredili tudi Kanada, Avstralija, Brazilija, pa mogoče še kje, mislim, Mehika. Japonska je takrat pomenilo še Korejo pa Tajsko. Ampak ni bilo prav dosti Tajcev. Veš, da se s tabo ne bi strinjal glede tega internacijskega taborišča. George Takei. Mislim, tam jaz sem, ker ljudje so umirali. On je sam rekel, glih zdaj na Seth Meyersu, to ni bilo internacijsko taborišče, ampak bilo koncentracijsko. Jaz vem, zato ker sem bil v Arizoni zaprt. To je on rekel. Okay, jaz sem imel intervju z njim. On ni bil v Arizoni zaprt, bil je zaprt v Arkansasu. Pardon, pa Kaliforniji. In rekel, cel cajt imenuje to internment camp. Je pa rekel, da to, kar so oni dali skozi, je bilo grozno in opisal dosti natančno, kaj se je dogajalo, in ta serija, kjer on igra in je tudi bil svetovalec, to zelo dobro tudi prikaže. To, kar se je njim dogajalo, je bilo še vedno boljše kot to, kaj se zdaj dogaja. Ker to, kar zdaj dela ameriška vlada, s tem še vedno kolučuje otroke, ko jih ne znajo skupaj spraviti s familijami, to je ful hujše. Ampak, če se vrnem k seriji, serija se začne zelo brutalno in vizualno zelo spominja na japonske filme. Začne se brutalno z eno žensko, ki se naredi samomor, da si zapiči tu v vrat zadevo in pol si tega in zelo nastavi temo na to, koliko hardcore bo vse skupaj, fuljen ghost story, zgodba o družini, v glavnem po prvih 2 epizodah je zelo betavno in komaj čakam na to. Smo se malo pogovarjali, da bomo obdelali. Ja, najbolj bomo obdelali. Mislim, meni je bila prva sezona super, čeprav pri prvi sezoni je bilo najbolj smešno, ker bi bil ravno ta nadrealen, pač ta pošast, whatever je, najbolj brez veze. Meni je bila pač ta resnična štorija dost bolj prepričljiva, pa super igralci so notno. To? Okay. Jaz imam pa, Stranger Things. To je zdaj že malo staro, ne, za naše zveste poslušalce, ki so zihar to že obdelali, ne, ampak meni je bila ta sezona ful špasna. Tako zelo živo, pa vse par klišejev noter, pa lahko tudi predvidiš mogoče kjere fore. Ampak meni je bilo kot 80s bonanza vseh referenc na filme, od Terminator pa Neverending Story seveda pa tako naprej. Kdor še ni pogledal, jaz ful priporočam, ker to je, mislim, pojel sem ko keks, pa zabavaš se zraven. Mislim, boljše kot druga sezona se mi je zdelo, pa igralsko je vredo, novi liki, ki so jih dodali, super zraven vklopijo. Oni vsi so res vredo odrasli, vsi znajo igrati. Ja, to je kar, edino mogoče ona dva sta malo bi želel kaj več od teh likov Winona Ryder pa šerifa, sta malo mislim, ona je bila ful bolj kompleksen lik po prejšnjih, ne, zdaj recimo, da po teh traumatičnih dogodkih prvih 2 sezon se je odločila, se v bistvu je moj life lep, ne rabim več paniko padati, pa skrbeti za otroke ali karkoli, ne. Ampak bom postala Nancy Drew, ne. Ampak dobro, no. Je pa vse ostalo ful boljš. Ja, umestitev v cajt je zelo fina in vse to. Pač meni je akcija edino totalno repetitivna, pač zmer je ta isti monster, iste stvari so, ne vem, pač tega smo pa zmer pride Eleven in pač reši vse skupino. Ja. Čeprav tu so se malo poigrali, s tem, ker malo zgubi moč na koncu, ne, ampak Mislim, no, pa cliffhanger je, torej ne vemo, kaj se zgodi itak s Hopperjem, no, pa post-credit scene imaš celo pa. Mislim, špasno. Multiverse. Upside down verse je to. Jaz bom kot zadnje bom omenil na hiter 2 zadeve, skratka Elementary se je končal danes po noči, pa zame sem ga pogledal, pa zadnji del. Sam tako bom rekel, pa če boste to gledali kar neki sezone, zdaj sem pa pozabil, katera je bila, nisem si zapisal, vse ni važno. Skratka, Johnny Lee Miller je zame v nekaterih potezah najboljši moderni Holmes, zelo je konsistenten skozi vse,
sezone, nikoli. To, kar mene moti pri Cumberbatchovemu, recimo Sherlock Holmesu, da se ful spremeni in zgublja lastnosti Sherlocka Holmesa, kot so pač neka čustvena odtujenost, racionalnost in jih prikaže, kot da je to nekaj samo slabega. To se mi zdi pač. S tem, ko ti pač lik pustiš, da raste in da pač se zaljublja in ne vem kaj, ker Johnny Lee Miller pač ima ta njegov odnos z Lucy Liu kot Watsonom, kot ženskim Watsonom, kar je pač ta twist te serije. Se mi zdi, da res raste, ampak ostaja ves sajt na neki razdalji in hvala Bogu, nikoli se ne zaljubita. To se mi zdi res super, te serije. Je pa tako proceduralka, nekatere zgodbe so tako, da lahko peglaš zraven in pač ne spremljaš glih najbolj natančno. Kje si za našo peglanje? Zato, ker jaz ko peglam, gledam Elementary ponovadi. Okay. Pa zafrknili so konec. Kaj pa, ko ni sezone, kaj pa pol? A ja, pa gledam kakšne druge stvari. Okay. Ostaja serija, v katerih lahko pegaš, pa zafrknili so konec. No. Ful mi je bil všeč ta Reichenbach Falls, pač igra na to, ker v bistvu padec Reichenbacha je tle, ker pač en tip v enemu ime in je super pač tudi tako ideja, da pač ta tip je nek Facebook mogul, nek Mark Zuckerberg, ki se odloči, da bo se boril proti nekim teroristom ali pa možnim tem strelcem, tako da bo pač opazoval njihovo obnašanje na internetu, jih predvidel in jih dal kar pobit pred, skratka, kako se že temu reče? Pre-crime, torej. Ja, pre-crime, ja, na ta način. To pa Natalie Dormer kot Moriarty je bila fenomenalna, ampak očitno ni bilo dovolj denarja za njo, da bi se na koncu pokazala, ker je omenjena v zadnjem delu 25krat, pa nikoli ne vidimo. Ja, pa pač ta konec mi ni bil všeč, ker se mi zdi, da bi že s prejšnjo sezono mogli zaključiti, ker sta zbežala v London, ne pa da zdaj se je v prvem delu vse razrešilo z prejšnje sezone, potem je pred zadnjo sezono Sherlock kot da umre, pa ga vidimo na koncu, kako je v Italiji, ker je pač moral... Ker je Batman? Ja, ker je Batman, ker je moral pač narediti ta twist z smrtjo, zato da bi pač Uniji lahko obsodili Unga in odkrili kaj o njem, ampak potem se v zadnjem delu takoj spet vrne v New York, brez vsakega problema in tako pač res tečno. Potem zvemo, da pač je Watson zbolela za rakom in tako čez 5 minut skočimo za eno leto naprej in ni več bolna za rakom. Mislim, take stvari, no, ful te moti to. In gledam še Swamp Thing, pogledal sem 3 dele zaenkrat, obupna igra, obupni dialogi, obupna štorija zaenkrat, ampak ima nekaj tega grotesknega body horrorja in tako gore stvari, ki mi je kar cool, no. Tako da bom še pogledal do konca. Mislim, da 8 ali 10 delov in pa so že rekli, da je to. Ja, mislim, da po 2 delih so rekli, ne, v bistvu ključen razlog je bil, da so se zakalkulirali, koliko dobijo tax kredita od Louisiane, kjer so snemali. In je v bistvu v Louisiani so nekaj zajebali in so jim obljubili vsem, ki snemajo tam ful denarja, pa so rekli, zmanjkalo nam ga in potem so oni rekli, ja, šment, ne. Pol pa bomo na mesto 13 epizod jih imeli 10, pol pa ne bomo več imeli druge, ne. It's all about the green. Pač, ampak res, mislim, to ne gledati zaradi štorije. Sem tisti, ki imate radi horror, pa ki ste mogoče brali. Jaz imam rad Swamp Thing. Ja, jaz sem tudi v mladosti bral par tega, ker je izhajalo enema je bilo v političnem zabavniku, ne, je bilo pač par stripov in jaz se jih spomnim z mladosti, zato sem to začel gledati, ampak to je res tok butas, no. Ena dva se vidite, ona spozna nekega tipa, tako 10 minut sta skupaj in pol je že totalno traumirana, ko on umre in se ga spominja v flashbacku, edino krat, ko sta sama dejansko govorila in ker sta že imela ta nek erotični moment, mislim, fuck off, no, punca, mal si klingi, no. Igor, kaj je tvoja tretja stvar? In če ni Doom Patrol, kaj pol je? Raziskovalka Dora. Ok, da raziskovalka Dora. Jaz mislim, da bomo kaj rekli Doom Patrol. Skratka, pogledajte, Doom Patrol je cool, ne toliko kot The Boys, ampak ok. Povej raziskovalki Dora. Lahko tudi Doom Patrol še omenimo, vsekakor, ker se navezuje na Swamp Thing. Ne? Doom Patrol je del DC-jevega tega TV, ta drugega DC-jevega TV univerza, ker enega že imajo, ki je za najstnike, ta pa je bolj edgy in so začeli s Titansi, ki so bili meni kar cool in ultra violent. To še nisem, to bom jaz pogledal, zdaj ko bo druga. Ja, zdaj druga pride kmalu, pol so nadaljevali z Doom Patrol, ki se dejansko pojavijo že v Titansih in so super meta nasilni
V bistvu, ja, tako so kot Suicide Squad, samo da imajo več smisla za humor. Pa da so lastne, oni niso villains, ampak so neuspešni junaki. Torej junaki, ki imajo neke supermoči, ampak jih ali ne znajo uporabljati, ali pa niso tako ful uporabne te supermoči vedno. Kot recimo to, da se lahko spremeniš v blob of flesh, ki napolni cel prostor. Če zgubiš kontrolo nad sabo in postaneš malo živčen. Ampak potem se naučijo delati skupaj in to tako. Pa en je robot, basically. Možgane ima v konzervi, to je manj to. Aha. Ampak tak old school robot zgleda, kot da je izdelal viličarja. Ne android, ne, pa cyborg je zraven. Tako res težke kovine. No. Pa še cyborg je zraven, ki je tudi v bistvu robot, ampak ja, no. To dva taka. No, v glavnem, ful zanimivih tem načne, je tudi sporednic z The Boys, dost najdeš, ampak tale je dost bolj basic. No. Ta je bolj Umbrella Academy kind of thing. No. Ja. Tako. Torej Dora. Lep segue. Zdaj, to vedno rečem, če ste pač rojeni po letu, pred letom 2000 in niste odraščali z raziskovalko Doro na malih zaslonih, brez skrbi. Ta film je nekaj, s čemer ste odraščali, ker je direkt rip-off Indiana Jones and the Last Crusade. Pač ni za čudo Else noter. Elsa je drugače ful priljubljen otroški lik iz Frozen. Ampak v Indiana Jonesu je Elsa punca, ki jih zapelje. Ok. Ja, ki na koncu mre. No, kakorkoli tole je... Kaj nam zdaj on prodati? Ne spomnite se Indiana Jonesa dovolj? To je kar obsodba. Čakaj, kjerega? Last Crusade, tretji. Če štirko pozabiš, to je v redu. Ona doktor Elsa, ta Beyonda. Ja. Aha. Ja. Okay. No, skratka, Dora je lušen film, če imate otroke, jih peljte gledat, ni sinhroniziran, tako da je fajn, če pač znajo brati. Ali pa jim razlagajte in iritirajte sosede v kinu. Mislim, se lahko dovolj prav sedete, nobena dvorana ni toliko polna, ni to Once Upon a Time in Hollywood. Ker je tu treba še pita, Sharon Tate so ubili, a veš na koncu. Tako da ja, pokažite jim ta film in če jim bo všeč, in pol še lahko pokažete Indiana Jonesa, vsaj 1 pa 3. 2 je ok, 4 pa dajmo se pretvarja, da ne obstaja. Pol pa še na hitro bi omenil, da je briljantna serija Euforija, ki sem jo že omenil prejšnjič, zdaj sem že celo pogledal, res noro dobra drama, pač ni zdaj nekaj žanrskega, pa film Iron Sky 2 je točno vse, kar bi lahko si želeli po Iron Sky 1, da je nadaljevanje in še malo več in je ful pozitivno presenečenje. Edino, kar je minus, je, da Laibach niso dejansko naredili cele muske, ampak imajo samo 2 komada, ki sta zelo popiš, ampak vrevno. Vizualno igra, zgodba, vse je toliko insane in ja, Hitler jaha tiranozaura. Če ste to kdaj hoteli videti, jaz sem. Zdaj sem videl, tako da odkljukam eno iz bucket liste. Tvoje zadnje stvari, kaj si? Nič kaj bo od serij. Dobro, sem na 8. sezoni Big Bang Theory, ki so na Netflixu spustili. Pa je tak, kako si rekel prej, zapeglati. Jaz sicer ne peglam, tako da bi zgolj oreščke jim zraven. S Tino ful uživam. Mislim, je sicer nekaj malo par generično postane, humor je dost predvidljiv že potem, ampak je pa par, ko jim rata joke, jim rata epsko, vse meni, no, in ful uživam v tem. Sheldon se ti tudi potem kar prikupi za ostalimi liki. Bom pa omenil tudi, da skušam nadoknaditi svoje grehe iz branja, tako da berem trenutno 8. del iz dekalogije, torej Book of Malazan od Eriksona, kar bom več povedal takrat, ko bomo imeli epizodo o fantasyju. Pa glih, kar sem prebral, Supermanov strip od DC-ja, torej Kingdom Come,
z izjemnim Goševimi risbami od Alex Rossa, pa tudi zgodba je epska. Mislim, to bi si zaslužilo film, čeprav si še na tej točki ne morem predstavljati, kako bi to lahko posnel, ampak ga res vsakemu priporočam, ki mu je DC-ov universe, mislim, stripovski universe blizu, pa ker je dober spin na kontrolo države, pa na kako bi se v nekem, rečemo, alternativnem svetu superjunaki lahko obnašali, pa kaj je pravica, kaj je fašizem in tako naprej. Tako da v bistvu zelo dober strip sem bil. Pričakoval sem tam, ne vem, nekaj poprečnega, ali pa kaj, risba je res ful dobro, sem mislil, da na to tripa, ampak ne, zgodba je super. No. Tako da, evo, tato. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 27. epizoda, zadnja prva v drugi sezoni, odločite se vi. Edina v medsezoni, kakor želite. V njej smo se pogovarjali o filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu, Quentina Tarantina. Poslušali ste torej podcast po imenu Bot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, hudičev odvetnik Gegić, Igor, pa ni transformerjev not, in Aljoša, vedno hočem kokice in pijačo. Hrlamo. Tokratno epizodo smo znova posneli v kinu Bežigrad, kino za prave filmoljube, kot bi rekel on že, kje se vaju najde na internetih. Igor? Na Twitterju drugače nijem tako ful cajta biti na netu, me pa najdete še ta mesec v Vikendu, pa tudi v drugih delovih edicijah, malo več počasi. Mito? Buda Mito na Twitterju, pa Instagramu in Mito Gegić, moje ime je Superman, vse drugi. Jaz sem Al Harlamo na Twitterju, pa so druge pod pravim imenom. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, iTunesi so še, zaenkrat so še, ne? Ok, dajte še, dokler še obstajajo. Podprite platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega, in če se boste v naslednjih dneh zaželeli vstopiti v kak kult, dajte vstopiti v kult podcasta. Ok. Če je to kult, kdo je pol lider? To pa ne bomo danes. Agent Coles. Nick Fury. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast s K-jem, obot brez pikice vmes, ker jih Facebook ne dovoli. Tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolce, druge zanimivosti. Tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, prošnje za članstvo v kultu podcasta Obot, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič, fotografije vaših nog. Sicer pa se slišimo spet kmalu, ne vemo katerega septembra, še čisto točno, ker še se nismo odločili. Takrat bo dosegljiva 28. epizoda, prva uradna epizoda druge sezone, in jaz verjamem, da boste ostali z nami, ker ste pač zvesti privrženci kulta. Tako. Iz kulta itak ne moreš. Samo ena stvar, mi nismo zdravniki, če imate kakršne koli ogrce ali karkoli narobega, mi vam ne znamo svetovati, če že pošiljate fotke. Lahko pa vam Tarantino, mogoče ga bomo dodali v ne vem kaj, v link in bo tako. Skratka, ljudje, nazaj smo septembra, ljudine, tudi vi, nazaj smo septembra, in se vidimo, nekaj bomo živo snemali septembra, najbrž ostanite pač na vseh teh naših omrežjih, da vam to povemo in da boste prišli nas gledati in poslušati. Kar namreč ne bo, ne.